živijo. A je tudi tebe strah, da bodo levičarji ukradli našo državo? Ka mene je ful. Zakaj? Zato, ker so mi to povedali starejši, pametnejši moški. Eden izmed njih je tudi evropski poslanec Branko Grims na vaši desni. Živijo, Branko! Lep pozdrav. No, poleg levičarjev pa migrantov pa je eden največjih problemov, ki jih imajo Branko in njegovi prijatelji, kako nagovoriti mlade desne volilce. Kje ste, dekleta, a ste že zrela za zakon? Zato bom danes Branku in vam pokazala, kako enostavno je, če se le držiš mojih 3 pravil za dober spletni video. Ok, prvo pravilo. Branko, bolj gor, ne me tukaj. V obraz me moraš, gor. Daj bom jaz. Takole, lej. Ok, evo. Ok. No, zgleda, da je prvo pravilo, da moraš imeti prijatelja, ki zna uporabljati telefon. Zdaj pa zares. Prvo pravilo je, da moraš mlade volilce nagovoriti v njihovem jeziku, zato sva skupaj z Branko tam pripravila en tak kratek slovarček besed, s katerimi boste vedno on top. In to, vodi top, je. Dobro, Branko. Se ni nič narobe, če je malo bolj tako zabaven video. No, Branko je drugač super faca, ali kot bi rekli mladi. Branko je Sigma. Tako je. In je član stranke, ki je sprejela interventni zakon, ki bo rešil Slovenijo. Yeah. Drugače povedano. Slej, SDS, slej. Seveda, zakonu pa nasprotuje zlobni Luka Mesec, ki mu mladi sporočamo samo Model, ti si delulu. popolnoma. In Janez, ko pride, bo naredil samo Mic drop. bravo, Branko, dobro si to uspel. Mladi bi ziher rekel. Kjer cringe. Ok, drugo pomembno pravilo, ki se ga morate držati, je, da ste proti. Ni pomembno proti čemu, samo da ste proti davkom, proti minimalni plači, proti priseljencem, proti znanosti, proti, ne. Kar je najbolj ključno, je, da ste proti tudi stvarem, ki ste vi sami. Recimo, jaz sem ženska, pa se borim proti ženskim pravicam. Bolj dobro. Pa proti inštitucijam, proti državnim organom, seveda tudi proti politikom. Ja, tako je. Proti globoki državi se lahko boriš samo, če si vsaj do pasu zakopan vanje. Jaz sem recimo proti Evropski uniji pa evropskim načelom, zato sem seveda kandidirala za poslanko Evropskega parlamenta, da se proti uniji borim z njenimi lastnimi finančnimi sredstvi, pošteno. Ja, mene hočejo zdaj vršiti iz moje lastne evropske stranke, ker da nismo tle v najbolj važnem organu Evropske unije, da se borimo proti Evropski uniji in načelom, ki jih zastopa organ, v katerega smo bili izvoljeni in smo za to plačani. Branko, to si zelo pametno povedal, tako, ker znate, moški samačken krajš bo mogel biti. Deva en slogan se spomniti. Kaj pa, če furi raus? No, to bo malo zakomplicirali zaradi teh avtorskih pravic. Mogoče pa, vem, bu EU, bu EU, bu EU, bu EU, bu EU. In tretje pravilo, najpomembnejše, treba je govoriti o aktualnih temah, ko zanimajo mlade, ne pa skozi pogrebam neke stare zgodbe in delitve. A se strinjaš, Branko? Ja, tako je. Zato sem v aprilu organiziral predstavitev knjige, ki nedvoumno dokazuje, da sem jaz prepričan, da je bila Marta Kos sodelavka Udbe. Tako je. In ni čudno, da si mlada družina ne more privoščiti vrtca, če pa je naša evropska komisarka bivša agentka, ki namesto mlade družine skrbi za svoje stare kolege. Ja, tako je. In zakaj imajo mladi vedno manj otrok? Ker so zaskrbljeni, ali bojo kosti pobitih domobrancev iz Hude jame lahko pokopane na Žalah ali ne. In kako naj nekdo razmišlja o otroku, ker te zadeve niso urejene? Mislim, končno nekdo, ki govori o stvarih, ki se tičejo naše prihodnosti. Ja, kdaj bo v naše gozdove spet prišel črni panter? Kdaj bodo zginili črni dostavljavci hrane? In zakaj me Janez še ni poklical in mi povedal, kater ministrstvo dobim? Branko, no ne bi delulu. Ok, tole so bili moji 3 nasveti za nagovarjanje mladih volilcev, ki vam upam, da bodo pomagali. Valjda je fajn, če imate zraven še kakšne nalepke, pa bedže, pa štante, pa kakšne plakate, pa kombi, pa fotra, pa podcast, pa socialno mrežo, pa ful denarja iz tujine, ampak ok, tudi če tega nimate, ni važen.
dokler iskreno sovražite socialno državo, pa tujce, vam bo ziher ratal. Ja, lahko še eno foro. No, dej. Ej, a veš, koliko Jurjo imava midva neto plače? Ja, vem. 6, 7. 6, 7. Ne, Branko, to moš pa v angliščini, veš, ne dela v slovenščini. Aha, ja, angliš, čak, se znam. Čakaj. 7, 6, ne, čak. 6, 11, 7, 11. Saj smo že kasneje.